Petkova. Centrifuga. Teden je potekal pričakovano. Na žalost, pa tudi na srečo. Rumeni Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, verjetno najboljši kolesar tudi vseh časov. Kakšno srečo imamo, da živimo v njegovem obdobju. Izjemno smo lahko ponosni kot narod, da imamo takega kolesarja, najboljšega kolesarja na svetu in verjetno največjega kolesarja vseh časov. V 3 tednih se marsikaj zgodi, začneš s full energije, pritiska, stresa, potem pa, ko začneš dirkanje, greš skozi vse etape. Ene etape so v redu, počutiš, ene se malo slabše, ampak na koncu, če prideš do Pariza, si lahko ponosen nase in če še uspe kaj vmes pobrati, je še toliko večji dosežek. Skromnost je lepa čednost. Tadej Pogačar je na 3300-kilometrski poti do Pariza pobral skoraj vse in še 4. zmagal na dirki vseh dirk. Dirki, ki si jo je v živo ogledalo ogromno slovenskih navijačev. Veliko jih je kar nekaj dni kampiralo ob trasi in očitno so jo zelo dobro odnesli. Da prideš ti s toliko policaji, z avtomobili, z helikopterjem, z psi in pa še z dronami na tak kraj, je popolnoma nerazumljivo. Olga Voglauer, poslanka Zelenih v avstrijskem parlamentu, je bila med kampisti, udeleženci antifašističnega tabora ob Peršmanovem domu, muzeju nad Železno kapljo na avstrijskem Koroškem, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili 11 članov družin Sadovnik in Kogoj. 80 let pozneje, prejšnjo nedeljo, so tam avstrijski policisti izvedli obsežno racijo, hišno preiskavo in identifikacijo prisotnih, večinoma so bili to člani kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Razlog za specialno enoto, helikopter, letalnike in enoto s službenimi psi pa domnevna kršitev glede kampiranja in varstva narave. Slovenska manjšina je pretresena, cela dolina je pretresena, vsi Slovenci so šokirani, da se kaj takega spet dogaja po letih, ko so nam pravili, kako se je vzdušje izboljšalo. Odvetnik Rudi Volk, borec za pravice koroških Slovencev, je že vložil kazensko ovadbo proti policiji, racijo so obsodili slovenska vlada, Narodni svet koroških Slovencev, tudi koroški deželni glavar, avstrijsko notranje ministrstvo pa je ustanovilo strokovno skupino, ki bo izvedla analizo dogodka. Ampak to je že takoj po incidentu v enem stavku opravila Eva Hartmann, podpredsednica društva Peršman. Kar nas najbolj boli, pravzaprav je to, da se kriminalizira antifašistično delo, da se kriminalizira antifašistično spominjanje. Seveda tega ne bomo brali v analizi strokovne skupine. Resnica je včasih, pravzaprav pogosto, kruta. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza. Benjamin Netanjahu, izraelski premijer, je ugotovitev mednarodne mreže za prehransko varnost, da se v Gazi dogaja najhujši scenarij lakote, politika stradanja, označil za predrzno laž. Toda slika ne laže. Še njegov veliki prijatelj in podpornik je opazil, da otroci v Gazi resnično stradajo. Še Donald verjame, skupno je v Gazi zaradi pomanjkanja hrane kot posledice izraelske blokade območja umrlo več kot 150 ljudi, med njimi 2/3 otrok. Nedohranjen je vsak 3. otrok, 40% Palestincev je več dni brez kakršnega koli obroka. Očitno je to še za največje izraelske zaveznike kaplja čez rob. I've always said that we will recognize a Palestinian state. Britanski premijer Starmer je sledil Macronu in za september napovedal priznanje palestinske države, če izraelska vlada ne bo sprejela konkretnih ukrepov za ustavitev grozljivega položaja v Gazi, dosegla premirja, obljubila, da si ne bo priključila Zahodnega brega in se zavezala k dolgoročnemu mirovnemu procesu, ki bo prinesel rešitev z 2 državama.
Priznanje je napovedala tudi Kanada. O tem so ta teden razpravljali na sedežu Združenih narodov na konferenci, ki so jo Združene države Amerike in Izrael bojkotirali. Končni sklep vsebuje tudi načrt za povojno Gazo in razorožitev Hamasa. Največja vrednost dokumenta je to, da so ga potrdile vse arabske države. Pa Slovenija, ki je v četrtek kot prva evropska država prepovedala izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz države ali skozi državo v Izrael ter uvoz iz Izraela, seveda tudi. Torej na tej poti moramo nadaljevati. Me pa tudi veseli, da nam samo držo Slovenije priznava velika vrsta držav. Tudi generalni sekretar Guterres danes, ko sva se srečala, je dejal, mi smo heroji Evrope in lepo je slišati take pohvale za to, da Slovenija res stoji za svojimi standardi, vrednotami in spoštuje mednarodno pravo. Heroji Evrope, heroji Evropske unije, ki pa tako ali tako ni več odločujoča sila, če je sploh še sila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je z Donaldom Trumpom na Škotskem sklenila trgovinski dogovor. Za uvoz večine blaga iz Unije bodo veljale 15% ameriške carine. Seveda je v enačbi še veliko neznank, Bruselj pa trdi, da je dosegal vse, kar se je dalo. Madžarskega premierja Orbana Ursula ni prepričala. Nem egy megállapodás kötött Donald Trump elnök Ursula von der Leyennel, hanem Donald Trump megette reggeli Ursula von der Leyent. Ez történt. Viktor je prepričan, da je zmagovalec dogovora znan. Pravzaprav je izjavil, da dogovora sploh ni, ker je Trump Ursulo pojedel za malico. Glede na obljubo, da bodo evropska podjetja v 4 letih kupila za 643 milijard evrov ameriških energentov, za 500 milijard pa naj bi nakupili ameriških proizvodov, tudi orožje in vojaško opremo, bi se človek tokrat kar strinjal z madžarskim samodržcem. Ameriški predsednik je bil na Škotskem zadovoljen s trgovinskim dogovorom, dokončno pa ga je razočaral Putin. Zato se je odločil, da mu skrajša rok za sklenitev premirja z Ukrajino, ki je sprva veljal do 2. septembra, na 10 dni, do konca naslednjega tedna. Rusija medtem še stopnjuje napade na Ukrajino, ta teden je ena izmed številnih raket zadela porodnišnico v Hersonu. Ob tem Združeni narodi opozarjajo, da se številka v vojni ubitih civilistov zvišuje, ocenjujejo, da je od februarja v spopadih umrlo vsaj 6884 Ukrajincev, med njimi vsaj 429 otrok. Natančna številka je po vsej verjetnosti višja. Putin se na Trumpov ultimat ni odzval, razen z bolj silovitimi napadi, tako da obisk Škotske za ameriškega predsednika le ni bil popoln uspeh. A ja, zakaj je ta teden sploh uradoval v Združenem kraljestvu? Zato, ker je tam odprl svoje novo igrišče za golf. Medtem ko Donald, ki je pariški podnebni sporazum označil za unilateralno sleparijo, vihti palico za golf, narava pa v vsem svetu spet prižiga alarme. Uničujoče poplave, požari, potresi. V sredo je pod Beringovim morjem, jugovzhodno od Kamčatke, udaril močan globokomorski potres z magnitudo 8,8, 6. najmočnejši v zgodovini. K sreči je povzročil le materialno škodo. Najraje ne bi, ampak vseeno moramo omeniti sredino tragedijo na štajerski avtocesti v bližini Slovenskih Konjic. V najhujši nesreči zadnjega desetletja na slovenskih cestah je ugasnilo 5 ukrajinskih življenj, vzrok za nesrečo pa, po prvih ugotovitvah, neprilagojena hitrost. Ob tem policisti opozarjajo še na pretirano utrujenost za volanom, pa tudi, kot ugotavlja Robert Vehovec z sektorja prometne policije, neuporabo varnostnega pasu. Lahko ugotovimo, da od 15 smrtnih žrtev, 15 voznikov, ki so umrli v prometnih nesrečah, kar 8 voznikov ni uporabljalo varnostnih pasov, kar se danes zdi skoraj nemogoče. Policisti v teh dneh opozarjajo še na skokovito povečanje števila vlomov in tatvin v zadnjem mesecu, predvsem v slovenski Istri. Tatovi izkoristijo vsako priložnost, da vašo brezskrbnost spremenijo v dopustniško moro. Tudi na plažah, kjer se spretno prelevijo počitnikarje, opozarja Vladimir Babič, načelnik policijske postaje Izola. Sigurno pa je tisti, ki je pozoren, če vidi, da nekdo hodi od brisače do brisače in stika po nekih stvareh, je sigurno nekako sumljiv. Kampiranje je lahko nevarno, plaža je lahko nevarna, ceste tako ali tako.
Damjan Rostan in Aleš Smrekar vam slišanemu navkljub želiva brezskrbne počitnice in za konec brskava po neprav bogatem spisku optimističnih novic tedna, s katerim vstopamo v avgust. Tale bo prava. Bele štorklje so po zastopanosti dosegle nov rekord. Letos je pri nas gnezdilo 321 parov, iz gnezd pa je poletelo 807 mladičev, 134 več kot lani.